Dobrodošli v mesečnik za september 2019. Sedim na Sončevi piramidi v Poslanskih piramidah na Visokom. Če sem prešvicana, vam po pravici povem. Če se boste sem odpravili, vzemite spodaj palico, vzemite si čim več dni časa za to. Ob koncu boste si lahko gledali tudi krajši pogovor z gospodom Osmanagićem in malo več o Visokom. Namreč, število 9 povezujemo z zdravljenjem, povezujemo svetlobo, z lučjo, z rejkijem, z vsemi takimi stvarmi, ki so neotipljive, zato mnogi v njih ne verjamejo. Leto 2019 pa vemo, da opisujemo s karmo, kar pomeni, da ravno te stvari, kot so duhovne resnice, ezoterika, bomo rekli tudi korektnost, tudi spoštljivost, je pravilno negovati, biti korektni, se pravi tudi poslušati sebe in ne nasesti ravno vsaki obljubi. Tako, za enkrat vam maham iz Sončeve piramide, pojmo pogledati, kaj nam prinaša september. September. Novo šolsko leto je pred vrati. Znotraj tega mesečnika je tudi izsek pogovora z vzgojiteljico Marušo iz Mladega roda. Posvetili sva se temi, kako pomagati malčku pri prvem dnevu ob vstopu v vrtec. Celoten pogovor si lahko pogledate na povezavi spodaj, ker je vseeno malo predolg za tale mesečnik. Torej, malo kasneje Maruša in pa tudi Semir Osmanagić smo ga že napovedali, podobno bo samo izsek pogovora. Celoten posnetek pride ven septembra. Septembra pride ven tudi že datumi delavnic za leto 2020 in tako kot vsak mesec tudi nova osebna analiza. Tokrat bo to učbenik življenja. Novo šolsko leto, zakaj pa ne bi tudi mi sami posegli po osebnostni rasti, po sebi in pogledali svoje lekcije, lekcije naše duše, tega življenja, torej te inkarnacije. Več o temu tudi spodaj, da ne bom predolga. September pa nam prinaša čustva. Prinaša nam čustvene vrhunce, ki bodo septembra vodili v preobrate. Torej, določeni preboji, ki bodo zelo koreniti, zelo globoki, tudi mogoče bomo rekli odmevni v svetovni in osebni ravni, se nam obetajo oktobra. Seveda je prvi korak septembra naša čustva, naše srce, naša lastna nezrelost in vse te stvari, ki smo jih govorili za leto 2019. Tako da malo si preberite še enkrat napovedi za letošnje leto, kajti sam september bo vse te stvari še toliko bolj izpostavil, še toliko bolj poudaril našo ranljivost, kje smo mi nezreli, katere osebe v naši okolici so nezrele, kdaj se nezrelo odnašamo, odzivamo, ker se vsi. Tudi avgusta smo že imeli priložnost to opažati, ko nam je nagajal naš ego, pa smo vsi hoteli imeti prav in tako naprej. Torej, septembra bomo malo bolj občutljivi, malo bolj čustveni, bodite pozorni na svojo domišljijo, čisto vsaka misel, čisto vsak preblisk, ki bo šel mimo vas, ni preroški, čisto vsak uvid, ni ravno intuicija, zelo nam bo nagajala domišljija, kar pomeni, da bomo pretiravali, tako mi kot drugi. Torej, tako kot sem tudi že rekla v mesečniku za avgust, potrpežljivo, dajte vdihni, dajte prespati, dajte razmisliti. To bo septembra seveda težje, kajti kadarkoli smo čustveni, je to zelo težko. September pa bo prinesel na plano znova tudi našo preteklost, na malo drugačen način. Znova je možno, da se vračajo situacije, osebe, tudi je možno, da se bodo stvari zaključevale. Tokrat pa se bodo zaključile zares. Če želite svoji osebnostni rasti narediti uslugo, poglejte v svoje otroštvo, katere stvari mogoče še iz otroštva nosite s seboj, katera prizadetosti, razočaranja, vse te stvari, o katerih govorimo itak že celotno leto, torej se ne bi preveč ponavljala. Za iztočnico pa vam dam vprašanje. Ali gre za zdravljenje ali ponavljanje preteklosti? Marsikdaj se je v našem otroštvu, v naši mladostni dobi nekoč v življenju se je oblikoval vzorec, način funkcioniranja, katerega smo se pač navadili in ga ponavljamo in v bistvu ne zdravimo sebe s tem. Zato se vedno znova spuščamo v odnose, ko potem jamramo, vedno znova se spuščamo v neke situacije, ko si rečemo, pa zakaj jaz, zakaj spet jaz, kako je spet do tega prišlo. Ali ponavljate stvari, ali obenem tudi zdravite. Torej, potrebno je ozaveščanje in septembra bo naše življenje nas postavilo v take situacije, kjer bo to lažje, kjer bo to tako zelo ali boleče, ali pa tako zelo radostno, osrečujoče, da pač ne bomo mogli več mimo. Torej, če ste v neki službi, ki resnično ni vam namenjena in je bila mišljena samo kot neko začasno mašilo, je velika verjetnost, da vas bo pritegnilo nekaj popolnoma novega, torej sledite ne samo bolečini, tudi radosti. Kdaj ste bili nazadnje ful navdušeni, pa ste skakali, kot 3 leta star otrok, ko ste mu obljubili čokolado? To iščite septembra, tisto radost v sebi. Torej, ne ponavljati stvari, ampak jih dajte obenem pozdraviti, odprite se radosti, poslušajte sebe, sledite sebi, tudi če to pomeni, da znova nekomu ali nečemu date priložnost. Bodite pozorni, da so se vmes stvari spremenile, da ste vi, druga oseba ali situacija dozoreli. O tem smo že govorili, tako da jaz bom takole rekla.
pravijo, da v isto reko ne moramo stopiti dvakrat, kajti vsakič mimo nas teče nova voda. Jaz pa temu dodajam, prepustite se toku, ampak prepazljivo izberite, v katero reko boste skočili. Zdajle sem v Mostarju, vsi poznamo zgodbo starega mostu, ki je bil porušen med vojno. Moje sporočilo vam pa je, dajmo se ozirati na zgodovino, poznajmo svojo zgodovino, konec koncev so to tudi naše korenine. Nismo ločeni od človeštva, nismo ločeni od stvari, ki so se dogajale, vedno se lahko zgodijo znova. Spoštujmo naše prednike, vzemimo njihove nauke in naučimo se iz zgodovine, da kakršnokoli separiranje, ločevanje, obsojanje drugačnosti še nikoli ni prineslo nič dobrega. Torej, bodimo vsak pri sebi čim bolj strpni, čim bolj razumevajoči, potrudimo se razumeti drugačne kulture, verovanje, načine funkcioniranja, kakršnokoli drugačnost. Mogoče se bomo pa celo kaj dobrega tudi naučili. Dragi moji, Mostar je prelep, jaz vam pošiljam enega velikega ljubčka. Danes bo baje čez 40 stopinj, torej, če se ne stopim, se vidimo septembra. Zdajle stojim na kamnitem mostu, manjšem kamnitem mostu, eden izmed 20, ki so bili zgrajeni za časa Otomanskega cesarstva, 12 jih je ob pričetku vojne 1992 še vedno stalo. Tale most pravijo, da je bil zgrajen leta 1558, povezoval je sever, jug, vzhod in zahod. In tudi sicer mostovi povezujejo. Naj bo en tak čudovit opomnik, da ponudimo roko, da se povezujemo med seboj, saj smo kot svet ena čudovita celota, če si jo takšna naredimo. Torej, tale most je tu še vedno, pravijo pa, da ta večji most, ki ga mnogo bolj poznamo, nekaj se bi fecljal od vročine, mnogo bolj poznamo, da je bil zgrajen ravno po zgledu tegale mostu. Narejen pa je bil seveda po rimljanskem zgledu. Poglejmo si ga. Danes sem v vrtcu Mladi rod. Tisti, ki mi dalj časa sledite, veste, da sem tudi jaz tukaj delala. Maruša, živijo. Hvala, da si nas vse, kopico ljudi sprejela. Maruša so bile dolga leta sodelavki, prijateljici, tako da meni je to prav posebno doživeti, pridete v te prostore nazaj. Bliža se september, čas uvajanja. Vem, da to včasih je zelo stresno lahko za starše ali manj. Kaj bi ti mladim mamicam s prvim otročkom svetovala, ko bo verjetno težko otročka pustiti v vrtcu, ko smo prestrašeni, roko na srce. Res je. Kako to čim bolj olajšati, prav mladim mamicam, očkom in seveda tudi dojenčkom? Ja. Prvi vrsti bi rekla, da naj zaupajo ustanovi, vrtcu kot takem, seveda potem čisto takoj zatem pa tudi vzgojitelju, pomočniku, absolutno, ker če nima zaupa, bo potem to zaupanje lahko prenašala mamica na otroka, otrok bo seveda to čutil in bo tudi on veliko lažje sprejel, pač ta odhod v vrtec in bivanje v vrtcu. In pa druga stvar je pa tudi zelo pomembna, da se v tem času pred vstopom v vrtec ne uvaja doma nobenih sprememb. Naj se v bistvu ta rutina, ki so jo imeli doma, nadaljuje. Ja, ker oprosti, ker te prekinjam. To sem tudi jaz včasih slišala, potem pa na silo en teden pred vstopom v vrtec otroke, zdaj se mora pa sam naučiti obleči, pa jesti, pa kar doktorirati. Pa je to verjetno še dodatni stres za ta malčka. Tudi steklenička, tudi duda, tudi neka ljubkovalna igrača, ki jo ima otrok vedno s seboj, dejansko to pomeni neka vez z domom. Če to otroku predčasno odvzamemo, ko otrok še na to ni pripravljen, pa tudi mogoče v tem stresnem obdobju za otroka, to ni dobro, ne? Bomo samo še podaljšali ta prehod v bistvu od doma v neko inštitucijo in iz tega vidika ne bomo otroku nobene dote dali. Sigurno, še mi smo taki, ki si na nekaj navajen, ti je kar malo lažje, tudi v službenem okolju, če tako rečem, če si neko rožo od doma prineseš.
Pitala bi sad vas, vaše iskustvo. Šta je vas najviše dirnulo? Zar su to ljudi koji dolaze tu iz Celječe ili arheologija? Čak i historija se sad piše na novi način, ako smo iskreni. Šta je ono što je vama najviše? Za vašu dušu, gledajte, vaše srce? Ovo je najuzbudljiviji arheološki projekt na svijetu. Sve čega se dotaknemo mijenja svjetsku historiju zauvijek. Prve piramide u Europi, najveće na svijetu, najstarije na svijetu, 30.000 godina, najpreciznija orijentacija prema sjeveru na svijetu, najstariji, najkvalitetniji beton, najveća mreža tunela. Znate, mi smo mala zemlja, Bosna, na jedan put mi hoćemo sve da je naj, a ovdje zapravo jeste naj. Kad je istina, istina je. Sljedeća stvar, mi smo krenuli kao arheološki projekt. Kopaj, nađi građevinu, nađi tunele. Pa smo proširili na različite naučne aspekte. Geofizika, satelitska, geotermalna snimanja, datiranja, egiptologija, pedologija, paleontologija. Pa ni to nije bilo dovoljno, pa smo se proširili na energetski aspekt. Timovi stručnjaka, fizičari, elektroinženjeri, inženjeri zvuka, inženjeri telekomunikacija sa naučnim instrumentima dokazuju da su piramide energetske mašine. Ni to nije bilo dovoljno. Ova energija utječe na nas, na naš duhovni, mentalni sklop, na naša duhovna čula, dodali smo duhovni aspekt. Ni to nije bilo dovoljno. Stotine svjedočanstva o ljudima kojima se poboljša zdravstveno stanje u tunelima. Uđu sa visokim krvnim pritiskom, nasekiraju ih recimo supruge, izađu vani, normalan pritisak. Pa zar nisu supruge izgubile tunelima? To je moguće. Visok šećer, izađu sa normalnim šećerom. Astma, kada izađu toliko dobro dišu, ne treba im 3 do 6 mjeseci pumpice za zrak, inhalatori. Čak je vrlo ozbiljna oboljena, mi pratimo da imaju jako dobro poboljšanje. Što znači da je ljekoviti aspekt, zaštita zdravlja, jedna od svrhi piramida, jer energija piramida djeluje blagotvorno na nas. A onda mi se nalazimo sa lijepim pogledom naš divan park Ravne 2, kupili u zadnjih nekoliko godina 15 parcela, jednu do druge. To je bilo močvarno zemljište, zapušteno, 7 divljih deponija. I napravili smo predivnu transformaciju u jedan od najljepših parkova na svijetu sa kulturnim i drugim eksponatima, sa megalitima, sa kamenim krugovima, sa botaničkim baštama, sa labirintima energije, zdravlja, pročišćenja, sa binama za meditaciju, za jogu, koncerte, dječjim igralištima. Stvarno ima svega. Dakle, najedanput smo oživjeli ovaj prostor gdje u stvari ljudima govorimo kako bi trebali živjeti u 21. stoljeću. Umjesto opsjednutosti tehnologijom i potpune dehumanizacije, vratimo se prirodi, vratimo se druženju, razmjenu znanja, informacija, vratimo se ljudskoj slobodi i to je možda najvažniji rezultat ovoga što radimo. Povratak slobodi, jer mi smo slobodna bića. Wow. Ja ne znam šta više da vas pitam ovim zaključkom. Zaključak je dobar, nećemo ništa više dirati. Tako. Puno vam hvala, želim vam mnogo uspjeha, sreće i poštovanja vašeg rada. Hvala vama, sve dobro. And maybe 10 meters of artifacts everywhere. So that is what we find. Very good. Yes. Like in this day and age, it's really amazing to still find yes. Očitno smo bili zelo majhni, kdorkoli je tole zgradil, še jaz grem lahko čisto mirno skozi. Ki so bili zgrajeni za časa osmanski ali otomanski? Otomanski. Šolskim dnevom, ampak s prvim dnevom v vrtcu. Tukaj smo, kot vidite, v premikih kamere v sjajni družbi komarjev.